Spoštovane gasilke, gasilci, prijatelji gasilcev, cenjeni gostje, dragi domačini, prav lepo zdrav tudi z moje strani. Iskreno čestitam ob današnjem jubileju. Moja sladka dolžnost pa je, da se vam zahvalim za vse dobro delo, ki ste ga opravili skozi ta 120 leta. Reševali ste domove in življenja ter odgnali nenehni strah pred požarom iz naših vsakodnevnih zavesti. Vaš prispevek, spoštovane gasilke in gasilci, je nedvomno izjemen v naši skupnosti in se vam zahvaljujemo za vso požrtvovalnost in predanost. Današnji dan naj bo dan čestitk za dobro opravljeno delo in za vse dosežene velike uspehe. Vendar naj bo ta dan tudi dan zahvale, dan občudovanja vašega dela strani nadvse hvaležne skupnosti. To vam nedvomno dolgujemo. Vaša vloga v kraju je bistvena tudi za dobro počutje ljudi. Izjemno sem vesela, ker ste pri tem posebej pozorni na mlade in otroke. Ob možnosti, da se udejstvujejo v gasilstvo, jim obenem ponujate priložnost za kreativnost, druženje, zabavo in ustvarjanje prijateljstev tudi izven meja naše občine. Delujete torej čisto v skladu z gasilskim pregovorom, ki pravi, da naj pazimo na dve reči še posebej, na otroke in na ogenj. Vsak kraj torej potrebuje nekaj temeljnih predpogojev za prijetno življenje. Varnost in urejenost sta visoko na seznamu prioritet in to vi, spoštovane gasilke in gasilci, zelo dobro obvladate. Potrebno pa je tudi poudariti, da je lahko življenje v še tako lepem kraju, brez duše, brez dobrega razumevanja, dobrih odnosov, zelo neprijetno. Zato vam polagam na srce. Še bolj bomo srečni in še boljši bomo, če bomo našli tudi razumevanje in sočutje za soljudi, ter se spoštovali, imeli radi in znali odpuščati. Še posebej v teh časih, v tem trenutku, ko tudi slavimo oziroma praznujemo praznik naše države. Iskrene čestitke ob 120. obletnici in naj na koncu velja za današnjo priložnost najbolj pomemben pregovor. Kdor ogenj pogasi, naj še žejo ukroti. Prijetno proslavo vam želim še naprej in vam tudi iskreno čestitam ob dnevu državnosti. Hvala lepa in z gasilskim pozdravom na pomoč.